Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni v prvi ponovoletni oddaji, ki bo tokrat obarvana z mirom. Prisluhnili boste lahko predstavitvi papeževe poslanice za svetovni dan miru. Mladi urugvajski fokolarin Carlos Palma pa bo predstavil svoja prizadevanja za mir. Z vami sva Marjana Debevec in Marta Jerebič. Za nami je že 58. svetovni dan miru. Kot je v predstavitvi papeževe poslanice za ta dan poudaril nadškof Stanislav Zore, so potrebne kulturne in strukturne spremembe, da se začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki. Te spremembe se bodo po njegovem mnenju zgodile takrat, ko bomo začeli na bivanski ravni drug z drugim živeti kot bratje in sestre. Več o vsebini poslanice Rok Mihevc. Zore se je v predstavitvi poslanice osredotočil zlasti na vprašanje finančnega in ekološkega dolga. Meni, da oboje povzročajo bogate države, ki koristijo naravne vire, sredstva in v veliki meri tudi ljudi iz revnih držav. Te čutijo posledice v obliki čedalje večje degradacije okolja in vedno večjega razkoraka med revnimi in bogatimi. In pa pravi papež, to se mi zdi zelo pomemben poudarek, da zato, da bomo zares prisluhnili temu kriku človeštva, ni dovolj nekaj filantropije, nekaj tega človekoljubja, ki se lahko zelo hitro konča, morda zgolj pri drobižu iz denarnice. Za prisluhen temu kriku človeštva je potrebno nekaj več, pravi so potrebne kulturne in strukturne spremembe. In kar zadeva te kulturne spremembe, je predvsem, da se mi začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki. Opozoril je tudi na papežev poziv, da bi vsaj del sredstev, ki jih na svetovni ravni vlagamo v oboroževanje, uporabili za oblikovanje svetovnega denarnega sklada, ki bi dokončno odpravil lakoto in v najbolj revnih državah omogočil izobraževalne dejavnosti. Pomembno je, da se okrepi zmožnost ljudi in institucij, da delujejo dobro, pa je ob predstavitvi izpostavil sociolog Igor Bahovec. Ob tem je poudaril pomen človekovega dostojanstva in spoštovanja vsega bivajočega. Poudaril je, da upanje za prihodnost ni samoumevno. Upanje je to, da vidiš v prihodnost nekaj, kar ni samoumevno. Ampak zato, ker to vidiš, si pogumen. Brez upanja ljudje nimamo poguma, da bi se postavili naprej. Je še povedal Igor Bahovec. V nadaljevanju oddaje boste lahko prisluhnili urugvajskemu fokolarinu Carlosu Palmi, ki se je ob življenju na nemirnem Bližnjem vzhodu spraševal, kaj lahko stori za mir. Dobil je poseben navdih, več o tem pa v pogovoru z Marjano Debevec. Carlos Palma, ste urugvajski fokolarin, živeli pa ste na različnih koncih sveta, predvsem na nemirnem Bližnjem vzhodu. Kako se je v vas porodila zamisel za pobudo Living Peace? Questa idea è nata, diciamo, come frutto di un'esperienza. Ta ideja se je rodila kot sad osebne izkušnje. Ko 30 let živiš v deželah, kjer divja vojna, se ti porajajo številna vprašanja. Tako se je zgodilo tudi meni, ko sem kot mlad fant prišel v Jeruzalem. Takrat se je že začela palestinska revolucija in zelo me je pretresla prva izkušnja z otroki v mojem razredu. Sem namreč učitelj. Prvi dan pouka se mi je namreč približal eden od učencev in me malo sramežljivo vprašal, če mi lahko postavi vprašanje. Bil sem prepričan, da me bo vprašal kaj o šoli, mogoče o meni, od kod prihajam, vendar ne. Zanj je bilo bolj pomembno nekaj drugega. Vprašal me je, kaj je mir? Kaj bomo lahko delali nekoč, ko bo nastopil mir? Takrat sem se zavedal, da se ti otroci nikoli niso igrali zunaj ali se vozili s kolesom, ker je zunaj divjala vojna. To me je zelo pretreslo in mi je odprlo številna vprašanja.
Nedolgo zatem sem bil tudi sam žrtev eksplozije bombe, ki jo je nekdo skril v smetnjak. Takrat sem na lastni koži doživel, kaj pomeni živeti v teh deželah. Znašel sem se med ranjenimi ljudmi, ki so klicali na pomoč, in med mrtvimi. V tistem okolju si res lahko doživel ozračje kulture vojne, sovraštva in maščevanja. Ko sem se vrnil iz bolnišnice, sem se nenehno spraševal, kaj lahko jaz naredim za mir. Kakšna je moja vloga, kje je moje mesto, da bi to kulturo vojne nadomestila kultura miru. Približno mesec dni zatem, ko sem se odpravljal k maši v cerkev Jezusovega groba, so me nenadoma obkrožili palestinski fantje. Vsak je imel polno vrečo kamnov in začeli so me kamnati, ker so mislili, da sem Jud. Videti je bilo, da zame ni rešitve, ko sem naenkrat oddaleč zagledal skupino izraelskih vojakov, ki mi je prihajala na pomoč. V tistem trenutku pa sem pomislil, kako bi pomagal tem fantom, ki so me kamnali, da ne bi pristali v zaporu. Rekel sem jim, naj hitro pobegnejo. Eden od njih se je spotaknil in se udaril na koleno. Spontano sem se sklonil k njemu in mu ponudil robec, da bi si obrisal kri. Nato sem mu rekel, naj hitro teče, da ga ne bodo ujeli vojaki. 3 dni zatem je nekdo ponoči pozvonil na vrata naše skupnosti Fokolarja. Na moje presenečenje sem pred vrati zagledal tega fanta, ki mi je prinesel moj očiščen robec in kruh, ki ga je zame spekla njegova mati. In to je bil eden tistih trenutkov, v katerih sem tudi s srcem in dušo razumel, da če hočem delati za kulturo miru, moram začeti s kulturo ljubezni. To sem prej vedel samo z razumom, zdaj pa sem začutil tudi srcem. Tisto noč sem si rekel, ne vem, koliko časa bom ostal v tej deželi, vendar ne želim nikoli pozabiti, da je zame najpomembnejša stvar ljubiti. V Jeruzalemu sem potem ostal 12 let, imel sem veliko priložnosti, da sem živel to ljubezen. Potem sem šel v Libanon, v Turčijo in za 2 zelo težki leti v Irak. Takrat se je namreč tam začenjala vojna. In tako sem moral biti kot nekakšna goba, ki vase srka bolečino vseh. Obenem pa sem čutil vso nemoč tega, da bi naredil to, kar sem želel. Še vedno pa je v meni žgalo vprašanje, kaj lahko naredim za mir. Bi nam zaupali zdaj mogoče kakšno izkušnjo iz Iraka? Spominjam se nekega dogodka, enega tistih, ki jih nikoli ne moreš pozabiti. Tudi v Iraku sem delal v šoli. In ko so se oglašali alarmi, so posebni spremljevalci otroke pospremili na njihove domove. To so bili posebej težki trenutki, saj so učenci jokali, klicali mame in očete. Tudi učitelji so bili prestrašeni in napeti, ker so si želeli oditi na varno. Nekega dne, ko se je znova oglasil alarm, sem začutil, da so ti moji učenci kot moji otroci. In ko so jih spremljevalci hoteli pospremiti domov, sem rekel, da bom šel jaz z njimi. Ker sem vztrajal pri tem, so sodelavci popustili, čeprav so me opozarjali, da to ni varno zame. Enega za drugim sem pospremil domov in se potem vrnil v šolo, da bi vzel svoje stvari in se odpravil na varno. Toda, ko sem prišel do kraja, kjer naj bi stala šola, šole ni bilo več. Medtem, ko sem hodil naokrog z mojimi učenci, je namreč na šolo padla bomba in jo popolnoma uničila. Pomislil sem na kolege, ki so izgubili svoje življenje, na to, kar bi se zgodilo tudi meni, če bi ostal v šoli in ne bi naredil tega majhnega dejanja ljubezni, da sem pospremil svoje učence. Takrat se je v meni utrdilo prepričanje, da moram samo ljubiti in nič drugega.
Zanimivo je to, da sem v Iraku srečeval mnoge ljudi, ki so imeli kljub vojni in kljub temu, da so vse izgubili, sijaj v očeh, nek nasmeh, ki ga ni lahko najti drugje. Ti ljudje so kljub težki situaciji imeli mir v srcu. Ko hodim po Evropi, kjer ni vojne, težko najdem v ljudeh na ulici to luč v očeh. Ne vidim niti tistega nasmeha. In tako razumem, da mir ni samo odsotnost vojne, ampak je nekaj veliko globljega. Zavedal sem se, da sem pogosto lahko tudi jaz nosilec vojne v sebi, v svoji družini, na delovnem mestu ali v mestni četrti. Razumel sem, da je treba najti nekaj, kar gre v bistvo, v korenino miru. In to se je zgodilo v Kairu, v Egiptu, kjer sem delal v neki ameriški šoli, ko se je začela arabska pomlad. Tudi tam sem hotel nekaj storiti za svoje učence. Spomnil sem se na kocko ljubezni, ki je zelo znana predvsem med najmlajšimi v gibanju fokolarov. Na tej kocki so namesto številk zapisane misli, ki naj bi otrokom pomagale, da bi se naučili ljubiti. In tako mi je prišlo na misel, zakaj ne bi zamenjal teh stavkov in ustvaril kocko miru. Nam lahko pojasnite te stavke, ki jih najdemo na kocki ljubezni in na kocki miru? Da, na kocki je na primer napisano: ljubi vse, ljubi prvi, ljubite se med seboj, poslušaj drugega, ljubi bližnjega. Gre za preproste stavke, ki so jih sprejeli tudi moji učenci muslimani. Zjutraj smo v razredu najprej vrgli kocko in stavek, ki se je pokazal, smo poskušali udejanjiti preko dneva. Tako smo v razredu živeli za mir. 10 minut pred koncem pouka pa smo si pripovedovali, kako nam je šlo. Pripovedovali smo o naših dejanjih miru. Kako so ta predlog sprejeli vaši učenci? Bil sem začuden, ker nikakor nisem pričakoval takšnega odziva. Pomislite, kako je, če ste v puščavi in vam nekdo ponudi kozarec vode. Zgrabite ga z obema rokama in ga ne izpustite več. To je zanje pomenila ta kocka. Vsak na svoj način so jo preko dopoldneva živeli in potem se je tistih 10 minut, ko smo si pripovedovali, kako nam je uspelo, raztegnili na 15 minut in potem že na pol ure, ker so imeli toliko zapovedati. Spomnim se, da je bil za moje učence najbolj svet trenutek dneva, ko so po kosilu igrali nogomet. Nekega dne pa opazim, da je dvorišče prazno. Nisem vedel, kaj se dogaja. Ko sem se vrnil v učilnico, sem videl, da so ti fantje pomagali tistim, ki sami niso znali rešiti naloge za angleščino. Tistega dne smo namreč živeli geslo ljubi vse. Potem so me njihove družine začele spraševati, kaj se dogaja. Rekli so, da ne prepoznajo več svojih otrok. Spomnim se neke mame, ki je prišla jezna k meni in mi rekla, da se ne bi smel vmešavati v vzgojo njene družine. Zakaj pa mi to govorite, sem jo vprašal. Rekla mi je, da vsako jutro sinu pripravi malico in ko ga popoldne vpraša, ali jo je pojedel, ji odgovori, da jo je dal sošolcu. Ona pa je seveda hotela, da njen sin poje malico, ki mu jo je pripravila. Pojasnil sem ji, da imamo kocko miru in vsak dan ob 12. uri 1 minuto posvetimo miru. Gospa me je poslušala, se nato široko nasmehnila ter dejala: Gospod Carlos, zdaj pa sem razumela. Od jutri bom sinu vsak dan pripravila 5 sendvičev. Bilo je lepo videti, kako je ta kultura miru pritegnila tudi družine mojih učencev. Profesorji pa so se norčevali iz mene in me klicali gospod naivni, ker sem želel s kocko iz kartona spremeniti svet. Vendar so se kmalu tudi oni pridružili.
Spomnim se profesorice arabščine. Treba je vedeti, da so v arabskem svetu profesori zelo na visokem položaju, medtem ko so učenci veliko pod njimi. Povsem nepredstavljivo je, da bi nek profesor prosil odpuščanja svojega učenca. Zato je še toliko bolj pretresljivo videti na lastne oči učiteljico, ki je s solzami v očeh prosila učence odpuščanja za vse tiste trenutke, ko jih ni poslušala do konca, ali pa ko je delala razlike med njimi. Res je vse pritegnilo k temu, da so spremenili svoja življenja. Figlio di fulano. Ha coinvolto tutti a un cambiamento di vita. Kako ste potem uspeli v kulturo miru pritegniti celotno šolo? Ma è stata la direttrice che ha voluto sapere il segreto, qual era, ma io non so un segreto. Ravnateljica je želela izvedeti, kakšno skrivnost imam. Rekel sem ji, da nimam nobene skrivnosti in sem ji preprosto pojasnil, kaj se dogaja. Pokazal sem ji kocko in ji povedal, kakšne učinke prinaša, ko živimo gesla napisana na njenih straneh. Ona je takrat dejala, to je za celotno šolo. Izdelali smo 60 kock in jaz sem moral učitelje poučiti o tem, kako se jih uporablja. Rekel sem jim, da jo morajo najprej začeti živeti sami, šele potem zraven povabiti učence, da morajo prvi začeti živeti za mir. Tako so se s to kulturo miru okužili vsi, od ravnateljice do tajnice in učiteljev. Ko sem prišel v zbornico, je vedno nekdo od njih prosil za tišino in pozornost, da je vrgel kocko. In vsi učitelji smo iz zbornice odšli odločeni, da živimo tisto določeno misel, ki se je pojavila na kocki miru. Vse na šoli je to pritegnilo. Ko sem šel po hodniku in sem srečal čistilko, je iz žepa potegnila majhno kocko in mi nasmejano pokazala, katero misel živi tisti dan. V šolskem baru je na steni visel napis misli tistega dne. Doživljali smo nekaj čudovitega. Kljub temu, da je zunaj divjala revolucija, sem se počutil kot v 7 nebesih. To je dobesedno spremenilo našo šolo in kmalu pritegnilo tudi pozornost drugih šol. Ha attirato l'attenzione di tante altre scuole. V Egiptu? In Egitto, sì. Da, v Egiptu se je priključilo 25 šol. Med njimi so bile nekatere zelo bogate, kot na primer nemška in italijanska šola, pa tudi zelo revne, ki so jih obiskovali zelo revni begunci iz Sudana, in tudi javne šole. Vse pa so želele živeti na ta način. Učitelji z vseh teh šol smo se srečevali enkrat mesečno in si povedali izkušnje, kako kulturo miru živimo po naših šolah. Bilo je nekaj neverjetnega, ker je vsaka šola iznašla svoj način in jo živela zelo ustvarjalno. Nekatere šole so, na primer, za svoje otroke naredile dnevnike miru. Vanje so vsak dan zapisali geslo, ki so ga živeli, in izkušnje doma in v šoli. Drugi so izdelali škatle z luknjo, v katero so vsak dan vrgli napisane svoje izkušnje. Res čudovite stvari so se dogajale. Nekega dne pa me je nekaj 15-letnih mladih presenetilo z noro idejo, kot so jo sami imenovali, da bi pisali vsem predsednikom sveta in jim povedali, da so našli način, kako živeti mir, kljub temu, da je bila pri nas revolucija. Še bolj pa sem bil presenečen, ko so iz vsega sveta začeli prihajati odgovori. Prvi je odgovoril predsednik Združenih držav Amerike. Takrat je bil to Obama, ki nas je podprl na tej poti. Spomnim se, da sem ostal odprtih ust. Oni pa niso bili tako presenečeni. Rekli so mi, saj smo jim vendar pisali, a ne? Zanje je bilo to nekaj povsem normalnega. Potem je prišel odgovor od španskega kralja, premijejke iz Luksemburga, ministra za vzgojo iz Kolumbije, Nobelovega nagrajenca za mir iz Indije. Vprašal sem se, kaj se vendar dogaja tukaj. Začutil sem, da gre za navdih
da je zraven Božji prst. Ob tem sem doživel veliko veselje, pa tudi velik strah. Mislil sem si, v rokah držim nekaj, kar prihaja od Boga. Bal sem se, da bi to lahko pokvaril, ali pa da ne bi dobro razvijal naprej. Potem pa sem se prepustil zaupanju. Pobudo so namreč peljali naprej mladi sami. Potem pa me je leta 2014 Angela Merkel povabila, da predstavim projekt Living Peace v Evropskem parlamentu. Mislil sem si, kaj pa naj jim povem? Da vsak dan vržemo kocko in živimo enega od teh stavkov, ki so na njej napisani. Ne bodo me vzeli resno in me bodo vrgli ven. En teden pred nastopom v Evropskem parlamentu sem imel prebavne težave, ker sem bil tako vznemirjen. Ko pa sem govoril, so vsi vstali in začeli ploskati. Zatem smo med gala večerjo prejeli prvo od številnih mednarodnih nagrad, in sicer Evropsko nagrado za vzgojo za mir. Ko smo potem leta 2015 šli v Združene narode, so tja odšli ti mladi in so predstavili, kaj so začeli. Erano loro che sono andati a presentare quello che loro hanno iniziato. Vse se je začelo v Egiptu in se potem razširilo tudi v druge države. Koliko šol je danes preko Kocke miru vključenih v projekt Living Peace? Io sempre dico che è impossibile sapere il numero delle scuole. Vedno pravim, da je težko poznati točno število vseh. Toda tistih šol in univerz, ki so registrirane v projekt, je približno 2000. Ta kultura miru se je namreč potem iz osnovne šole razširila tudi na srednje šole in fakultete, pa tudi na izobraževalna središča, v plesne in gledališke šole, med skavte, v Rotary in Lions klube, v mnoge ženske in moške zapore, kjer zaporniki prav tako želijo vsak dan vreči kocko miru. Uporabljajo jo tudi mnogi drugi, ki so jo prilagodili za različna področja, kot na primer za področje umetnosti, glasbe, športa, religije, etike. Med zadnjimi je bila narejena kocka v Braillovi pisavi za slepe in slabovidne. Adesso il dado in braille per i ciechi. Kako pa lahko postaneš del tega projekta? Noi chiediamo che si registri, no? Per registrarsi. Vse vabimo, da se na naši spletni strani livingpeaceinternational.org prijavijo. Tam napiše svoje ime in elektronsko pošto, kamor pošljemo kocko, in zvezek, v katerem so napisane dejavnosti, ki jih predlagamo preko celotnega leta. Living Peace je sicer najprej načrt za življenje miru. Obenem pa smo povezani tudi s 94 mednarodnimi organizacijami, s katerimi izvajamo določene dejavnosti, da bi razširili kulturo miru. Zato imamo načrt različnih dejavnosti. 30. januarja je na primer šolski dan miru in nenasilja. Razglasil ga je UNESCO, ker je to smrtni dan Gandija. Zato po vseh šolah sveta organizirajo različne dogodke za mir. Vse to pošljemo tistim, ki se prijavijo v naš projekt. Ma bisogna registrarsi per ricevere queste cose, no? Poglejte, v medijih pogosto slišimo samo negativne novice. Govori se o vojnah, o konfliktih, zato bi se lahko zdelo, da je kultura miru pravzaprav utopija, da je ni mogoče doseči. Kaj pa pravite vi? A me sempre piace ricordare quel proverbio cinese. Vedno rad spomnim na kitajski pregovor, ki pravi, da več hrupa naredi drevo, ki pade, kot gozd, ki raste. Res je tako, kaj ne? To drevo, ki pade, so vojne, naravne nesreče, lakota, mnoge oblike nepravičnosti. In prav to drevo nam mediji od jutra do večera prikazujejo. Nikoli pa nam ne pokažejo tistega gozda, ki raste. Mnoge organizacije si namreč po vsem svetu prizadevajo za mir. Danes se veliko govori o Palestini in Izraelu. Nikoli pa ne slišimo o tistih izraelskih družinah, ki so v težkih trenutkih sprejele muslimane,
Ali pa o muslimanih, ki so ob vdoru Hamasa v svoje domove sprejeli Jude, da so jih zaščitili. O tem se ne govori. Potopljeni smo v medijsko shizofrenijo. Verjamemo vsemu, kar nam pravijo, in ne razmišljamo svojo glavo. Če bo na primer eksplodirala neka bomba v Kanadi, bodo vsi pisali o tem in pozabili na ostale vojne po svetu. Vendar pa obstaja gost, ki raste v tišini in je veliko, veliko močnejši. Gre za kulturo miru, ki se širi po vsem svetu. To vam pravim tudi zaradi mojega projekta, ki je že tako razširjen po svetu, da ne uspem sprejeti vseh povabil na srečanja. Imajo namreč neskončno žejo po tem, da bi bili vzgojeni za mir. Vsi se namreč zavedajo tega, da se mora mir začeti pri mlajših generacijah, pri otrocih in mladih, ki jih je treba k temu vzgajati. Projekt Living Peace je tako marsikje priznan na nacionalni ravni in je del šolskega programa, kot na primer v Jordaniji, Paragvaju in nekaterih drugih državah. Kot sem rekel, se namreč čuti velika žeja po miru. In tako se je rodilo to veliko gibanje, ki spodbuja mir. Prej ste omenili, da tudi veliko drugih organizacij dela za mir. O tem se ne govori veliko. Bi mogoče lahko omenili katero od njih? Sono tanti. Per esempio, con la Goi Peace Foundation del Giappone. Da, veliko jih je. Naprimer, Goi Peace fundacija na Japonskem, ki jo je ustanovil japonski princ. Z njimi sodelujemo že skoraj od začetka, torej 10 let. Oni, na primer, predlagajo neko geslo za mir, mi pa povabimo otroke in mlade z vsega sveta, da narišejo risbe, ki jih navdihuje tisti določeni stavek. Spominjam se, da so pred 2 letoma, ko so bile olimpijske igre na Japonskem, predlagali šport in mir. In prišlo je več kot 7000 risb z vsega sveta, ki so jih potem obesili na 7 letališčih po vsej Japonski. Tako so jih lahko videli ljudje, ki so prihajali na olimpijske igre. Bilo je veliko lepih odzivov. Še druga organizacija je Svetovni svet ambasadorjev za mir, ki ima svoj sedež v Ženevi in je del Združenih narodov. V povezavi z Living Peace je ustanovil mlade ambasadorje miru. Trenutno je po vsem svetu 800 mladih, starih od 6 do 25 let, ki izvajajo zelo različne in neverjetne akcije. Nekateri gredo celo do predsednikov vlad ali v parlamente. Tam povedo, da so ambasadorji miru. Pri tem je treba vedeti, da gre na primer za zelo mlade, stare 14-15 let, in dodajajo, da so jim na razpolago. Premijeji pa jim pogosto zaupajo posebne naloge. V Španiji je bila na primer skupina mladih ambasadorjev za mir, starih približno 16 let, pohujšana nad načinom, kako med seboj komunicirajo poslanci v parlamentu, kako drug drugega zmerjajo in se ne poslušajo med seboj. Napisali so pismo celotnemu parlamentu, v katerem so poudarili, da poslanci niso več vzor za mlade, ker ne znajo voditi dialoga. Imeli so celo pogum reči, kaj naj naredijo, da se bodo lahko med seboj pogovarjali na pravi način. Dobili so 354 odgovorov od vseh poslancev in od predsednika vlade. Ker so že imeli stik z njim, so ga potem ohranjali in jih prosili, da so jih podprli pri nekaterih pobudah za mir. Ob koncu pa bi vas, Carlos Palma, še vprašala, kaj lahko za mir storimo vsi mi, ki vas zdajle poslušamo. Včasih se nam zdi, ko gledamo, kaj vse se dogaja okrog nas, da smo nemočni, da ne moremo spremeniti ničesar. Lahko bi celo izgubili upanje, da je mir sploh možen. Kaj pravite na to? Io penso che dobbiamo fare un cambiamento di mentalità. La pace dipende da me. Mislim, da moramo spremeniti svojo miselnost in se zavedati, da je mir odvisen od mene
in se začne pri meni, pri nas. Drugemu lahko dam to, kar že imam ali kar živim. Vsi se moramo čutiti nosilci miru v naših okoljih. To je tista kapljica, ki je del oceana, a brez nje oceana ne bi bilo, kot je govorila sveta mati Terezija. Ta kapljica je zelo, zelo pomembna. Svet namreč danes ne potrebuje več teorij. Mnogi govorijo o miru in mnogi predlagajo neke teoretične rešitve. Potrebujemo pa ljudi, ki mir začnejo sami graditi, ki ne čakajo na druge, da bodo storili prvi korak. Vsak naj torej stori svoj del. Mogoče se pri meni vojna začne v družini, mogoče na delovnem mestu ali v nas samih. Iti moramo do izvora, ki je naše srce, srce vsakega od nas. To pa je mogoče le, če začnemo ljubiti in misliti na druge. Focolarin Carlos Palma, najlepša hvala za pogovor. Želim vam vse dobro na tej poti miru. Hvala vam, ker nam pomagate dati glas gozdu, ki raste. S tem končujemo tokratno oddajo, z vami sva bili Marjana Debevec in Marta Jerebič. Želiva vam lepo nedeljo še naprej. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si